Predstavitev knjige z naslovom Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919 je prva prireditev v sklopu praznovanja 100. obletnice priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. Uvodna beseda je pripadla prvemu predsedniku države Milanu Kučanu. Pred natanko 100 leti se je na današnji dan, na 18. januarja, začela Pariška mirovna konferenca. S tem dejanjem je praktično bila končana 4-letna morija, ki je divjala po frontah od vzhoda do zahoda Evrope. Z obljubo, da se to ne bo nikoli več ponovilo. Žal je ta obljuba, ki je z optimizmom navdajala evropske narode, bila neuslišana. Evropski politiki, takratne, kasnejših in tudi sedanje generacije se iz te morije in te obljube niso naučili pravzaprav ničesar. Vojne so še zmeraj tu in strah pred negotovo prihodnostjo je še zmeraj v kosteh ljudi, tudi današnje generacije. Je pa za nas, Slovence, ta mirovna konferenca zelo pomembna. Vzela nam je Primorje, pristala je na plebiscit, s katerim smo izgubili Koroško, in vrnila je oziroma omogočila priključitev Prekmurja in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Zato je seveda za nas toliko bolj pomembna. Svet razvojne pomurske regije se je pomena te obletnice za naš del Slovenije in za Slovenijo kot celote zavedal, zato je koncem leta 2017 imenoval iniciativni odbor, ki je pripravil program obeleževanja te obletnice. Program je preprosto zgrajen na predpostavki, da ta dogodek zasluži, da se ga spominjamo skozi vse leto, da ne more to biti program, ki je povezan samo s Prekmurjem in na nek način tudi last Prekmurcev, niti to ne more biti obeleževanje, ki bi obrnjeno bilo v dogodek, v preteklost, ampak mora biti obrnjen v prihodnost, predvsem pa mora afirmirati Prekmurje takšno, kot je bilo takrat, ko se je priključilo k Sloveniji. Torej Prekmurje, ki je bilo multikulturno, če hočete, ki je bilo več religijsko, ki je bilo več civilizacijsko. Res je, da so večinoma ta del Slovenije naseljevali Slovenci, res pa je, da je bila takrat tudi močno naseljena z Madžari, tudi Nemci, Judje in Hrvati. In mislim, da je Prekmurje to svojo multikulturnost ohranjalo vse do danes, v svetu, ki temu ni naklonjen, ki je poln nacionalizma in sovražnosti in da je to lahko dokaz, kako je mogoče na tako majhnem prostoru ohranjati strpno, skupno in produktivno življenje. To bi naj bil vseslovenski program, potegnjen skozi celo leto, ki se pričenja z današnjim dogodkom, ko se bomo skozi knjigo dr. Lipuščka spomnili dogajanja na Pariški mirovni konferenci, potem preko celoletnega dogajanja, katerega manifestativni politični vrhunec bi bila proslava v Beltincih 17. avgusta, preko simpozija mednarodnega znanstvenega, ki ga organizira Slovenska akademija znanosti in umetnosti, vse do marca prihodnjega leta, ko naj bi bil objavljen zbornik tega simpozija. Mi smo si seveda želeli, da bi vsa ta raznolikost Prekmurja bila predstavljena tudi skozi ta program, skozi obeleževanje tega dogodka. Zato so v program vključeni seveda tudi predstavniki katoliške in protestantske cerkve. Tudi katoliška cerkev organizira svoj cerkveni simpozij, ki predvsem predstavlja vidik ali prispevek, če mogoče natančneje rečem, cerkvenih dostojanstvenikov, pripravi Pariške konference in seveda tudi ohranjanje slovenstva na tej strani Mure. Tako da se mi zdi, da bi s tem današnjim dogodkom lahko zadovoljni vstopili v to leto, ki je naše leto in ki je tudi slovensko leto, z prijateljsko roko vsem tistim, ki skupaj z nami živijo in soustvarjajo življenje na tej strani Mure. Delček dogajanja iz tistega časa je z monografijo želel osvetliti Uroš Lipušček. Namen tega analize, ki sem jo izdelal, ni, da bi odpirali stare rane,
ampak mislim, da je treba vendarle neka zgodovinska dejstva ponoviti, odkriti, zato da se ne bi zgodovina ponavljala. To študijo sem posvetil našemu pokojnemu kolegu Feriju Kuzmiču, s katerim sva snovala približno 2 leti, da bova skupaj izdelala študijo. Nažalost je on umrl in zdaj sem jaz izdelal ta svoj del, to pomeni samo en vidik vplival Pariške mirovne konference na Prekmurje. O tej konferenci, čeprav je bilo napisane na tisoče knjig, še vedno ni izrečena zadnja beseda, niti ni jasno točno tudi, kdaj se je začela. Začela se je uradno 18. januarja 1919 ob 2 popoldne, neuradno se je pa začela en teden dni prej, 12. januarja, ko so se prvič šefi delegacij 10 vodilnih, tako imenovani svet deseterici sestav. Tako da je v zvezi z to konferenco veliko dilem in še danes niso odkriti vsi dokumenti, vključno z dokumenti, ki zadevajo tudi našo slovensko in tudi v tem okviru tudi prekmursko zgodovino. Veliko dokumentov je izgubljenih, pokradenih. Ta konferenca je bila zelo kaotična, včasih so pisali zapisnike, včasih jih niso, včasih so pisali samo sklepe. Potem je bilo dejstvo tudi to, da niso bili zelo redoljubni in to ni bilo v arhivih in danes so te papiri streseni po celem svetu, praktično po vseh ameriških univerzah, tako da je zelo težko dobiti pravo sliko. In zgodovina je vendarle dinamična znanost na koncu koncev in recimo pokazali se lahko pridejo na dan še neke mnoge nejasnosti, ki so se takrat zgodile. Recimo še danes ni prevedenih, obstaja v ameriškim Library of Congress, to pomeni kongresni knjižnici, 7 zabojev listin, ladijskih zabojev, ki so bile napisane v staroangleški stenografiji. To so zapisniki, ki sta jih pisala 2 vojaka na uradnih srečanjih predsednika Wilsona in to še danes ni prevedeno. Tako da tudi, kar zadeva recimo naše sprejeme naših politikov, ki so se 2-krat srečali z Wilsonom, mi poznamo samo zgodbo strani naših politikov, ne vemo pa, kako so to ocenjevali Američani. Drugič, oni so prišli, Wilson je prišel na konferenco v okviru, on je bil posebnež v vsakem primeru in on je State Department oziroma ameriško diplomacijo dal povsem na stranski tir, bil je ugleden profesor in je s sabo pripeljal 110 uglednih ameriških univerzitetnih profesorjev, ki so bili oboroženi z različnimi študijami in so ga seznanjali oziroma mu dajali nasvete. To je bila tako imenovana komisija Inquiry, ki je se vsak dan sestajala, dajala nasvete, debatirala in tako naprej. Mi vemo samo približno, kaj se je zgodilo, njihove sklepe, ne vemo pa, kako so potekala zasedanja in kakšna stališča je imel določen član te komisije. In to je zelo pomembno, zato ker se je ameriška delegacija praktično takoj, ko so prišli na konferenco, razdelila na par nasprotujočih skupin in kar zadeva seveda Slovenijo oziroma Jugoslavijo, takrat smo bili v okviru srbske delegacije oziroma kasneje delegacije Kraljevine SHS, so nastale različne skupine in mi smo imeli srečo, da se je nekaj ameriških ekspertov opredelilo za Slovence, da so razumeli politiko samoodločbe narodov, ker že tukaj se je zataknilo. Predsednik Wilson, ki je prišel v zgodovino po teoriji samoodločbe narodov, ki je v bistvu nadaljevanje Leninove teorije, je imel drugačen pogled kot določeni eksperti. Namreč Amerika je bila takrat talilni lonec
In ko so ti ameriški eksperti prišli v Evropo, so ugotovili, da seveda Evropa ni talilni lonec, da so to različne nacije, ki imajo različne interese, različne jezike, različno zgodovino in da ameriški sistem, takšen kot je v Ameriki, ne more se na ta način zgraditi nova Evropa. To je povzročilo velike razlike znotraj ameriške delegacije. In še danes ni natančno jasno, kaj je kdo zastopal. V glavnem to vemo, no, če zdaj rečemo za primer naše države oziroma Jugoslavije oziroma Slovenije, smo imeli srečo, da je ta major Johnson, ki je bil univerzitetni profesor, geolog, geograf na Columbia University v New Yorku, da je razumel nacionalno vprašanje in on je bil tudi v času vojne, ga je 17. 16. leta poslal Wilson v Evropo in je med drugim obiskal tudi Soško fronto in je bil dokaj poučen o naših problemih, o Slovencih, ker Slovenci smo bili takrat v bistvu zelo neznan narod, ampak on kot glavni svetovalec predsednika, s katerim se je dnevno sestajal, je se na njega imel bistven vpliv. Imeli smo tudi to srečo, da je bil v delegaciji 30-letni en Robert Kerner, Čeh, ki je bil poročen tu s Čehinjo, ki je govoril praktično vse slovanske jezike, med drugim tudi slovenščino, in on je tudi bistveno vplival na razmere oziroma delovanje ameriške delegacije, kar zadeva jugoslovanske interese. On je prišel v zgodovino potem, da je nastopil, da je edini izdal izjavo, ko je bilo tako imenovano Milesovo poročilo, ki se je zavzel za to, da se praktično Koroško odpiše, je on proti temu nastopil in je on bil eden glavnih tudi branikov interesov naše države. Uvodni esej v monografiji je napisal Uroš Šarotar. Spominjati se seveda teh velikih zgodovinskih dogodkov, ki so na nek način tudi danes to priča, da še vedno zelo pomembni. In to, čemer me je Marjan izval, kaj pomeni, oziroma kaj se misli s tem, da smo bili Prekmurci prej postmoderni, kot smo pravzaprav sploh bili moderni, je prav ta misel, da smo narejeni iz takšne snovi, kot je jezik, kot je spomin in da se še vedno spominjamo in znamo ponoviti najlepšo slovensko besedo in hkrati jo znamo povedati tudi še v svojem jeziku. Ne bom rekel v narečju, ampak v tem jeziku, ki je bil nekoč tudi je veljal za knjižni jezik in to je duša. In jaz se v tem svojem premišljevanju nekako izognil, čeprav sem naslovil tak tekst z diplomati, vojaki in pesniki. Seveda so diplomati in vojaki na nek način usodno posegli in tudi si prizadevali na nek način na tej mirovni konferenci, da se je to iztekla tako, kot se je. Ampak, če ne bi bilo tega pesniškega duha oziroma te zavesti, te vertikale duhovne, ki seže seveda mnogo dlje od pariške konference nazaj in upam, da tudi še danes živi. In naj zaključim s tem, to ni samo praznik priključitve nekega etnografskega, etničnega ozemlja k nekemu drugemu etničnemu ozemlju oziroma takrat neki novi nastajajoči državi, ampak ko se razmišlja o prekmurstvu, se mora razmišljati tudi onstraj zgolj slovenstva. In prekmurska duša je pravzaprav sestavljena, ni enovita, ni samo enojezična, ampak je večjezična in tudi, kot je že gospod predsednik rekel, je bila vedno multikonfesionalna, je bila večetnična in tudi večreligiozna. In danes, ko se spominjamo teh dogodkov, seveda se spominjamo predvsem pesnikov, se spominjamo tudi znanstvenikov, nenazadnje tudi politikov, se spominjamo vseh konfesionalnih ločin, ki danes še tukaj, tako protestantske kot katoliške, in bi se seveda tudi lahko judovske skupnosti, ki je tukaj pomembno prispevala k nekemu urbanem podobi tega Prekmurja, ampak žal te skupnosti ni več tukaj. Tako da hočem reči to, da Prekmurje pravzaprav treba misliti ne samo v enem jeziku, ne v eni religiji in niti ne v eni etniji.
in samo tako bo ostala ta prekmurska duša še naprej tudi duša.